vse tudi v svojem imenu lepo pozdravljam, na poseben način iskren pozdrav in bratska dobrodošlica novo imenovanemu škofu, monsignorju doktorju Francu Šuštarju, ki se ga iskreno veselim, kajti isti dan, pravzaprav pri isti slovesnosti, sva bila posvečena v duhovnika, prihajava iz iste dekanije, tako da sva skupaj gledala Kamniške planine v svojem otroštvu in sedaj po odločitvi papeža Frančiška bova skupaj skrbela, skupaj seveda še s pomožnim škofom, doktorjem Antonom Jamnikom, za Božje ljudstvo v tej ljubljanski nadškofiji. Iskreno sem vesel, dragi Franci, da je papež Frančišek na prošnjo, da ljubljanska nadškofija potrebuje okrepitev, odgovoril na ta način, da je tebe imenoval za pomožnega škofa v tej krajevni cerkvi. Vesel zaradi tega, ker je to znamenje, da papež Frančišek v resnici želi, da smo pastirje blizu ljudem. In kot veste, je ljubljanska nadškofija velika škofija. Ima lepo preko 700 tisoč prebivalcev, skoraj 580 tisoč katoličanov. In zato v resnici potrebuje več pastirjev, zato da lahko pridejo in prinesejo ljudem to, kar ljudje v svoji veri, v svojem iskanju Boga in v svoji hoji za Bogom potrebujejo. Vesel sem, da je imenoval tebe tudi zaradi tega, ker imaš veliko izkušenj v tej škofiji. Kot smo slišali v predstavitvi, v kratkem življenjepisu, je naš novo imenovani škof bil kaplan, bil župnik, bil rektor bogoslovnega semenišča, bil arhidiakon. Če samo napovemo tiste glavne naloge, ki jih je opravljal v tej cerkvi. Bilo jih je kar nekaj še drugih, kar pomeni, da dobro pozna to krajevno cerkev, da pozna duhovnike v tej krajevni cerkvi, saj je veliko teh duhovnikov spremljal skozi čas študija v bogoslovnem semenišču. In zato, dragi Franci, ti čestitam in se veselim s tabo, in hkrati se zahvaljujem papežu Frančišku in se zahvaljujem tudi tebi, papežu Frančišku, za imenovanje, tebi za to, da si to imenovanje sprejel. Svoje strani po občestitkah obljubljam bratsko bližino, oporo, pomoč, vse, kar bo potrebno za to, da bomo kot občestvo pastirjev skrbeli za občestvo Božjega ljudstva. In času priprave na škofovsko posvečenje, ki bo 15. marca ob 3. popoldne v stolnici svetega Nikolaja, tukaj v Ljubljani, ti želim, da ti Gospod nakloni tisti notranji mir, iz katerega se rojeva veselje v hoji za Gospodom. Naj te Gospod blagoslavlja, da boš čutil, da ti je Gospod blizu in da te podpira. Tukaj lahko povem še nek zanimiv slučaj, naključje. Ko sem sam razmišljal o škofovskem geslu, mi je na nek način prišlo naproti Pavlova misel: veselite se v Gospodu. Nisem vedel, nisem pregledoval, da ima novo imenovani škof to geslo veselite se v Gospodu za novomašno geslo. In zato je takoj, ko je zvedel za imenovanje, to geslo dopolnil. Gospod je blizu. In, dragi Franci, želim ti, da bi ti Gospod bil blizu. Tako v svoji skrivnostni bližini, ki jo naklanja nam ljudem, kakor tudi v bližini nas, tvojih bratov in vsega Božjega ljudstva. Še enkrat, Franci, čestitam in dobrodošel.